O Bog, prisodi mi pravico, vodi mojo pravdo zoper nesveto ljudstvo. Reši me hudobnega in zvijačnega človeka, ti, o Bog, si moja moč. Berilo je iz knjige preroka Ezekiela. To govori vsemogočni Gospod Bog. Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo. Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobov, o moje ljudstvo. Svojega duha denem v vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo zemljo. Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod, govoril in storil, govori Gospod. Poslušali smo Božjo besedo, Bogu hvala. Odpev. Pri Gospodu je obilje rešitve, pri Gospodu je obilje rešitve. Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi, Gospod, usliši moje klice. Tvoja ušesa naj poslušajo glas moje ponižne prošnje. Pri Gospodu je obilje rešitve. Če boš gledal, o Bog, na krivdo, Gospod, kdo bo mogel obstati? Toda pri tebi je odpuščanje, da bi ti v spoštovanju služili. Pri Gospodu je obilje rešitve. Upam v Gospoda, moja duša upa, čakam na njegovo besedo. Moja duša čaka na Gospoda, bolj kakor stražarji na jutro. Pri Gospodu je obilje rešitve. Bolj kakor stražarji na jutro, naj Izrael pričakuje Gospoda. Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve. On bo rešil Izraela vse njegove krivde. Pri Gospodu je obilje rešitve. Drugo berilo pa je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti Bogu všeč. Vi pa ne živite po mesu, ampak po duhu, če le prebiva v vas Božji duh. In če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje samo zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. To je Božja beseda, Bogu hvala. Jaz sem ostajenje in življenje, govori Gospod, kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Gospod z vami in s tvojim duhom, iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je bil neki bolnik Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospodu mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat je bil bolan. Sestri sta tedaj sporočilo poslali Jezusu: Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Ko Jezus to slišal, je rekel: ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji sin. Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: pojdimo spet v Judejo. Učenci so mu rekli: Gospod, učitelj, pravkar so te Judje hoteli kamnati, pa greš spet tja. Nato je Jezus rekel: naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim. Učenci so mu rekli: Gospod, če spi, bo ozdravel. Jezus je govoril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju.
Tedaj jim je Jezus povedal odkrito: Lazar je umrl, zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali, a pojdimo k njemu. Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: Pojdimo še mi, da umremo z njim. Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že 4 dni v grobu. Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno 15 stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti. Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu: Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl. A tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, karkoli ga zaprosiš. Jezus je rekel: Tvoj brat bo vstal. Marta mu je dejala: Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Jezus je rekel: Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi, če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? Odgovorila mu je: Da, Gospod, trdno verujem, da si ti Kristus, Božji sin, ki prihaja na svet. In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro. Skrivaj je dejala: Učitelj je tukaj in te kliče. Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti. Jezus še ni prišel v vas, še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hitro vstala in odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla k grobu, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla: Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl. Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, ga je do srca ganilo in je vzdrhtel. In dejal je: Kam ste ga položili? Rekli so mu: Gospod, pridi in poglej. Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: Glejte, kako ga je imel rad. Nekateri izmed njih pa so dejali: Ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl? Jezus je v sebi bil ganjen in je šel v grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel: Odstranite kamen. Marta, sestra umrlega, mu je dejala: Gospod, že ima zadah, saj je 4. dan mrtev. Jezus je rekel: Ti nisem mar rekel, da boš videla Božje veličanstvo, če boš verovala? Odstranili so torej kamen. Jezus pa je vzdignil oči in rekel: Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal. In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: Lazar, pridi ven. In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: Razvežite ga in pustite, naj gre. Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in so videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. No, drage sestre, dragi bratje, prva stvar, kar mi pride na misel v današnji Božji besedi, je, da smo včasih mrtvi zaradi naših grehov. V prvem berilu smo slišali: Glejte, odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, moje ljudstvo.
In se spominjam tudi na Jezusove besede, ki je enkrat rekel farizejem in tistim hinavcem, da so kakor pobeljeni grobovi. No, torej na zunaj lepi, v resnici pa mrtvi. In kako hitro se tudi nam zgodi, da smo kakor grobovi, če nekaj delamo vse na zunaj po predpisih, v resnici pa v sebi pa nimamo duha, nimamo ljubezni. Takrat smo kakor grobovi, kakor bi bili mrtvi v grobovih. In zato je tako na mestu ta prošnja, da bi nas Jezus dvignil iz naših grobov, da bi nas dvignil v življenje. No, sicer pa res vedno znova nagovarja ta evangelij, kako je Jezus obudil v življenje Lazarja, ki je umrl, in kako na mestu so te besede Jezusa Kristusa, ki pravi: jaz sem vstajenje in življenje. Kdor veruje vame, vekomaj ne bo umrl. Škoda, da tega evangelija večkrat ne vzamemo na pogrebih, mogoče res nekoliko daljši odlomek, a vendar je tukaj popolnoma jasno, da je Bog tisti, ki je gospodar življenja, ki je gospodar tuzemeljskega življenja in ki nas obuja v večno življenje. No, mogoče na pogrebih, ki jih obhajamo, ki smo jih obhajali do pred nedavnim, preveč poudarjamo samo zasluge tistega, ki ga pokopavamo. Saj je že prav, da o pokojnem kaj lepega rečemo. Tudi jaz gotovo, da rad pohvalim človeka, a vendar delam tukaj napako, ker pač preveč hvalimo samo človeka, premalo pa na pogrebih hvalimo Gospoda Jezusa Kristusa, ki je vir življenja, ki je tisti, ki je pokojnemu dal, da je delal dobro. In še več, premalo hvalimo Jezusa, ki je tisti, ki nam je zaslužil srečno večnost, ki nam je s svojim križem in vstajenjem zaslužil, da lahko mi po smrti gremo v nebeško kraljestvo. Drugače bi bili obsojeni na večno smrt. Kako nekaj res nezaslišano dragocenega je, premalo smo za to hvaležni, da je nekdo drug umrl namesto mene, namesto nas in nam na ta način odprl vrata v večno življenje. No, ko že govorimo o pogrebih, mogoče tudi ta misel. Nekoč mislim, da sem na tem mestu pridigal, da je v bistvu milost, da te pokoplje katoliški duhovnik, da je lahko obhajamo cerkveni pogreb. Nisem pa še zdaleč ne mislil, da bodo prišli časi, ko to ne bo mogoče. No, v naši deželi zaenkrat še lahko duhovnik pride na cerkveni pogreb. Zaupajmo v Boga, da bo še vse v redu. Časi preizkušenj nam hočejo povedati, da smo bili premalo hvaležni za stvari, ki so nam bile samo po sebi umevne. A vendar ni tako. Vse je Božji dar. Vse jemljimo kot milost, kot Božji dar. Tako, dragi bratje in sestre, pa še ta misel, ki jo Jezus poudarja v evangeliju, je rekel o Lazarju, da samo spi, čeprav je telesno umrl. Cerkev zelo rada reče o pokojnih, da so to tisti, ki so zaspali. Zakaj tako rečemo? Zato, ker je smrt samo prehod v novo obliko bivanja, v novo obliko življenja. Nekateri mislijo žal, da je smrt vsega konec. Kristjani verujemo, da nam Bog po smrti obljublja večno življenje. Seveda pa je od nas odvisno, kam bomo šli po smrti, ali bo to večno življenje z Bogom, ali pa bo to večno življenje kako drugače. Bog ne daj v peklu. No, dragi bratje in sestre, nebesa okušamo že na tem svetu, kadar smo z Bogom povezani, tudi
pri vsaki sveti maši čutimo že košček nebes na zemlji in vam želim, da bi tudi v tej preizkušnji, ki je pred nami, bili povezani z Bogom, da se nam ne bo treba ničesar bati,